Miloš Kosec, pozdravljeni. Že kar nekaj časa se nista takole srečala v studiu Vala 202. Kako ste v tem predbienalnem času? To je vedno intenzivni čas, še posebej za moje kolege, ki so zdaj med tem najnim pogovorom v Benetkah. Naš paviljon je v resnici že skoraj končan, je postavljen. Mislim, da smo zato, ker je pomemben sestavni del tega paviljona zvok, imamo to srečo, da je fizično paviljon stoji že nekaj časa, tako da sam pa še nisem šel dol, bom šel šele naslednji teden. Zdaj bom začela takole, da ste del umetniške ekipe, ki se letos predstavlja s projektom Džamija zvočna sled nevidne hiše, torej v Beneškem arzenalu. To je zelo poseben prostor, kjer je naš slovenski paviljon. In v bistvu zdaj, če grem še do podrobnosti, ste umetniško-raziskovalni kolektiv Monument Group, ki ga sestavljate Neja Tomšič, Martin Bricelj-Baraga, Nika Grabar in vi, Miloš Kosec. In zdaj, za marsikoga, ki ne pozna ozadja zgodbe Džamije, ki so leta 2017 dejansko zgradili, jo je postavila Avstro-Ogrska vojska v Logu pod Mangartom. Gre za čas Soške fronte, to so bili vojaki, ki so prišli iz Bosne in seveda je imela ta sakralna stavba nek svoj namen za tisti čas. Ne. No, ta Džamija se je kmalu podrla, tam je samo še zelen travnik, ampak ta sled je vse do današnjih dni ostala na nek zelo neverjeten način. In me zanima, kako je ta objekt sprožil vaše zanimanje, da ga boste predstavili prav v Benetkah. Ja, na nek način se je ta zgodba začela pred nekaj leti, ko je bila kolegica Neja Tomšič, članica kolektiva na rezidenci v Parizu, kjer se je spoznavala z zgodbami, kako se je v Parizu gradila prva džamija. Ne? In tako v Parizu in potem tudi v Berlinu, kjer se je neka podobna zgodba v podobnem času zgodila, se je skazalo, da so bile te džamije postavljene za kolonialne vojake nekdanjih imperijev, francoskega, nemškega, kot neke vrste infrastruktura za mobilizacijo, za identifikacijo kolonialnih vojakov, muslimanov, zato da bi se borili za imperije. No in potem se pa izkazalo, da imamo eno neenako, ampak podobno zgodbo tudi pri nas. To je zgodba o džamiji v Logu pod Mangartom, ki je bila postavljena tako, kot si omenila, za bosanske čete iz Avstro-Ogrske, takrat skupne države, ki so se borile skupaj s številnimi drugimi četami na Soški fronti. To tudi ni bil edini verski objekt, ki je bil postavljen na Soški fronti. Poznamo cerkev na Javorci, poznamo rusko kapelo in tako naprej. Je pa ta zgodba zanimiva in posebna, ker je džamija v resnici obstajala samo nekaj mesecev. Zgrajena je bila polet, verjetno, sodeč po ohranjenih dokumentih, je bila verjetno zgrajena polet 1917, septembra istega leta že se čete 4. bosansko-hercegovskega polka premaknejo na drug del Soške fronte, skratka je več ne uporabljajo. Oktobra je preboj pri Kobaridu in fronta se pomakne daleč proti reki Piavi, je daleč v Italijo. Največ 2-3 mesece je ta objekt v uporabi, potem pa za njem zgine vsaka sled. Verjetno je, tako kot številni drugi provizorični objekti, ponovno uporabljen pri različnih gospodarskih in bivalnih objektih, ki jih potem domačini prenavljajo, ko pridejo nazaj po premiku fronte. Skratka, neka reciklaža tega materiala se zgodi, tega objekta zdaj že dolg časa ni več. Tam je pa ta travnik. Travnik, kjer na prvi pogled ni nič, ko se mu približaš, ko ga začneš poslušati, se odkrijejo različni človeški in nečloveški faktorji, živali, rastline. Že skoraj 10 let bo tega, ker sem jaz prvič pisal o tej džamiji, kjer me je fasciniralo dejstvo, da lahko odsotnost neke stavbe, ali pa mogoče pod rušo, pod travo ustajajo kamniti temelji, producirajo nove zgodbe. 70, 80, 90 let ali pa 100 let po tem, ko te hiše že ni več. Skratka, če zelo na hitro povzamem,
smo se iz teh dveh verov informacij iz umetniške rezidence, ki je načela neko postkolonialno zgodovino verskih objektov, imperijev in vojne, in razmišljanje, kako lahko ruševina, to se pravi, ko stavbe ni več na nek način, ustvarja nove zgodbe, začel plesti to lastno interpretacijo, lastno prisluškovanje različnim obstojem hiše, ki je že dolg časa ni več. No in zato je tudi velik razlog tega, da je tu zvok še kako pomemben pri projektiranju tega projekta za Beneški bienale. Ja, res je, tukaj je zvok bistven, to ni samo abstrakten zvočna intervencija, ima tudi neko ruševinsko plast, ker smo uporabili ostanke prejšnjega arhitekturnega bienala, tako da smo podobno, kot so včasih pred 100 leti reciklirali ostanke džamije, smo mi naredili s preteklim bienalom in te materialnost uporabili za naš paviljon, ampak bistvo tega paviljona je zvok, je pripoved, je zgodba, so zgodbe, govorimo o mnogozvočju, intervjuvali smo veliko lokalnih prebivalcev, intervjuvali smo pripadnike islamske skupnosti v Sloveniji, intervjuvali smo raziskovalce, ki so se s tem območjem dolg časa ukvarjali, arheologa, ki je izkopaval to prizorišče in iz tega spletali neko pripoved ali pa pripoved o pripovedih o džamiji. In ta zvočna pripoved prepleta ne samo besede, prepleta tudi zvoke, prepleta zvoke tega travnika, ki na prvi pogled je samo prazen prostor, ampak prikazuje, da nam včasih manjka samo možnost, da prisluhnemo temu, kar že je. Da prostori niso prazni, da se zgodbe, ki so na prvi pogled izginule, seveda polne življenja. Ne. To ni v tem prostoru, ne moramo govoriti o odsotnosti, bolj ko mu prisluhnemo, bolj ugotovimo, da tukaj obstaja neka vitalnost in vse to smo poskušali prikazati s to zvočno pripovedjo. No in kot berem lepo, da boste s tem artikulirali napetost med to zakopano zgodbo in izkušnja današnjega prostora in seveda njenega pomena, ne? Vse odkar je leta 1990 v novo odprtem Kobariškem muzeju razstavljena prva takrat znana fotografija džamije. Ta džamija zgleda zelo eksotično, zelo orientalsko za takratno razumevanje, ima visok minaret, kupolo, skratka je res prava džamija. Prava džamija, kot si jo predstavljamo v Evropi, ampak ozadje te džamije je bistveno. Ne? Ozadje te džamije je pa alpska pokrajina, ki simbolizira slovensko identiteto, srednjeevropsko, katoliško identiteto in ta fotografija po mojem, da sproža fascinacijo prav zato, ker združuje na prvi pogled, bi rekli, nezdružljivo. Ne? In s tem je po mojem, da ta fotografija začela odpirati fascinacijo za vse različne narodnosti in vere, ki so bile takrat prisotne na Soški fronti. Na nek način je Avstro-Ogrski imperij prišel v te takrat odmaknjene doline in združil katolike, jude, muslimane, pravoslavce, skratka vso to večbarvnost monarhije je združil v takrat odmaknjenih krajih, zato da bi jih obvaroval monarhijo pred napadom Italije. In seveda potem, po letu 1990, se pa vse zgodbe o beguncih iz Bosne, po letu 2001 in ameriških vojnah z Bližnjim vzhodom, o teh narativih, o bitkah civilizacij, o naenkrat slikanju islama kot drugega, kot sovražnika, celo naraščajoča nestrpnost, pa po drugi strani bolj pozitivne zgodbe o raziskovanju lastne zgodovine, ugotovitvi, da Avstro-Ogrska je bila živopisana, večkulturna, na nek način mogoče zelo sodobna država, ki ni vztrajala na enem jeziku, enem narodu, ampak ki je razumela barvitost kot sestavni del svoje moči, recimo. Če je hotela obstajati. Ne? Tako je. Je razkril, kako je lahko neka na prvi pogled marginalna in pozabljena zgodba postala temelj novih zgodb. Zelo pomembno je tukaj, da je islamska skupnost v Sloveniji, ki se je desetletja prizadevala za zgraditev svojega verskega objekta, lahko začela razumeti to izginulo džamijo kot nek temelj svojega lastnega projekta, da si seveda kot vsaka verska skupnost zasluži lasten objekt. Ne? Ki so ga zgradili leta 2020. Tako je. Ja. In danes
ko je ta izjemno lepa, kvalitetna arhitektura bele džamije v Ljubljani, ravno tako na ozadju Kamniških Alp, podobno kot ta prva fotografija izpred 100 let, prikazuje eno bistveno manjšo, bolj tradicionalno džamijo na ozadju mangarske skupine. Se mi zdi, da pozabljamo, kako dolga in trnava pot je bila, da je lahko neka pomembna, številčno in kulturno pomembna skupnost pri nas dobila svoj verski objekt. Nekaj, kar bi moralo biti samoumevno. Ampak je v 90-ih in tudi v novem tisočletju so bile politične, družbene akcije proti postavitvi minareta, proti postavitvi verskega objekta, čež da ne spada v to podobo tradicionalne Ljubljane ali pa Slovenije. To so boleče zgodbe za neko skupino državljanov, ki se bi lahko počutila odrinjeno, pa se mi zdi, da je zdaj nov objekt prikazal, da kako pomembno je bilo tudi za islamsko skupnost, da je imela nek simbolni temelj, da je pokazala, poglejte, nekdaj so države svojim vernikom že omogočale postavitve njihovih verskih objektov, zakaj bi bilo danes kaj drugače. Ugotovili smo, da je Avstro-Ogrska na nek način mogoče bila bolj strpna država, kot so današnje nacionalne države. Ampak zanimivo je, da vojne sprožijo, da zgradijo te objekte s posebnim namenom, seveda. V bistvu pa vojne nastanejo zaradi verskih nesporazumov. Ena vojna je dokaz, kako manipulirajo s temi vojaki te imperialne sile za svojo korist. Res je. Tudi Avstro-Ogrska je ravnala recimo preračunljivo zaradi lastnih interesov, je vzpostavljala tudi versko in duhovno infrastrukturo. Nažalost, danes spet živimo v času vojn. Ne pozabimo, da se je odvijal in se do določene mere še vedno odvija genocid v Gazi, ravno z retoriko nestrpnosti, ravno z retoriko mi proti njim, da se celo Evropska unija ne noče ali pa ne more jasno oddaljiti od tako škandaloznega dogajanja, kot je delno ali pa celo polno sodelovanje pri takem nezaslišanem početju, da so vojne na Bližnjem vzhodu prepredene tudi z versko ali pa recimo z kulturno problematiko in to ni skratka poglavje zgodovine. Mislim, da je zelo pomembno razumeti, kako neverjetno pomembno je, kako se opredeljujemo o takih temah danes v 21. stoletju, leta 2026, ko svet spet gori, in da so lahko zgodbe iz preteklosti tako pozorila, kot včasih tudi dokazi, da je bil svet včasih za odtenek bolj strpen, kot je danes. In mislim, da je, čeprav naš paviljon ni zasnovan eksplicitno kot protivojni paviljon, pa nosi v sebi tudi zelo pomemben sloj podatkov, dokazov, kako so ruševine po eni strani lahko prostor navdihajo novih zgodb, po drugi strani pa tudi opozorilo, kako hitro lahko kot civilizacija klecnemo, kako hitro se prepustimo nestrpnosti, kako hitro začnemo ločevati med našimi in njihovimi, kako hitro skratka se preden opazimo zgodi tak civilizacijski izdrs, ki si ga ne smemo dopustiti. Ta zgodba o džami v Logu pod Mangartom je v bistvu nastala skupaj z muzejem v Kobaridu, ne? In entuziazmom raziskovalcev, ki jih omenjate v dolini reke Soče, nekateri se s tem ukvarjajo vse življenje. In s tem je ta objekt, oziroma ta džama postala vidna. Kaj ste vi doživljali na tem travniku, oziroma kot pravi, da je tam neka posebna tišina, ne? Da ima ta prostor nekaj? Absolutno. Težko si je na prvi pogled predstavljati, kako polna je bila ta dolina, ki je danes razen na višku turistične sezone večinoma prazna, tudi domačinov je vedno manj v teh vaseh, ampak kako polna je bila pred več kot 100 leti, ko je bila tukaj infrastruktura armade. Dolina Loga pod Mangartom je bila napolnjena ne samo z enim objektom, o katerem govorimo, z džamijo, ampak z desetinami barak, ki so predstavljale neko logistično središče za čete, ki so se potem borile v Visokogorju. In danes seveda te infrastrukture ni, je izginila, je bila reciklirana. Po drugi strani so pa to izjemno navdihujoči kraji. Ta stik, ko smo Monument Group šli na ta travnik, mu prisluhnili na nek način prvič, je bil ključen po mojem, ker ni nepomembno, kje se stvari zgodijo. Sploh so naši projekti
najbolj pogosto prav postavljeni v kraju samem, ne? Na kraju, kjer so se neke stvari dogajale. Tako da v tem primeru, ko seveda je treba paviljon postaviti v Benetkah, kar je precej oddaljena lokacija od Loga, je bilo za nas zelo pomembno, kako bomo povezali prostor v Arzenalu z to prelestno alpsko dolino. In tudi ta travnik, ki je na prvi pogled ničemer ne priča, da je tukaj nekdaj stal objekt džamije, se potem v podrobnejšem pogledu izkaže kot bistveno bolj zgovoren. Ne samo, da je poln življenja, rastlin, živali, ki jim lahko prisluhneš, ampak ko pogledaš fotografije izkopavanj, ki so se tam zgodila pred nekaj leti, ko vidiš, da v času suše, da se izrišejo na travi kot da taki odmevi temeljev džamije, ugotoviš, da je ta seveda še vedno prisotna, čeprav na prvi pogled skrita. Skratka, prisluhen domačinom, ki živijo v neposrednji bližini, ki so, nekateri izmed njih so posvetili dobršen del svojega življenja raziskovanju te tematike, ne, da se ji živi spomin na džamijo, na klice muzeina iz minareta se je v tej vasi ohranil po pripovedovanju več generacij ljudi, več kot 100 let, samo da ni bil znan ali pa da interesa za te zgodbe do pred recimo kratkim ni bilo. Vse to so sestavni deli razumevanja, da je včasih na prvi pogled neopazen detajl tako zelo lahko spregovori, če mu daš to možnost. In na nek način pri Monument Group poskušamo ne samo ali pa sploh ne predvsem vzpostavljati neke lastne, zelo originalne zgodbe, ampak poskušamo odpirati prostor za zgodbe, ki že obstajajo, pa niso slišane. Da pokažemo, da prostori, ko so recimo spremenjeni, ko izginejo, ko so poškodovani, ko postanejo ruševine ali pa ko jih sploh ni več v prostoru, še ne pomeni, da vse zgodbe izginejo. Samo da mogoče ne znamo prepoznati vitalnosti prostorov, zgodb ljudi, ki so stali za temi zgodbami. In to je pomembno. Ne smemo zapečatiti, ne? Tako je. To je dinamična, razvijajoča se zgodba. No, ampak ta vaša umetniška skupina oziroma ta umetniška forma, vi intervenirate, temu se reče umetniško intervenirate in s tem marsikaj dosežete, ne? Ja, zdaj, koliko dosežemo, bojo presojali drugi, radi pa bi tako intervenirali, ne z recimo, čeprav sva Nika Grabar in jaz arhitekta. Ste umetniška skupina sestavljena iz arhitektov in umetnikov, ne? Tako, Martin Bricelj-Baraga in Tomšič sta pa umetnika. Pa zato Nika in jaz mislim, da nimava želje zgraditi teh prostorov nazaj, recimo, jih popraviti, jih obnoviti, ampak imava priložnost, da kot arhitekta razmišljava o prostoru na drugačen način, ker sva v dialogu z umetnikoma in ker so naše intervencije seveda niso arhitekturne intervencije v klasičnem pomenu besede, ampak so umetniške, dajo nek drugačen možnost razmišljanja, drugačno možnost prebiranja in predstavljanja prostorov, ki so morda na prvi pogled zanemarjeni. Neko odprtost, ne? Neko odprtost, ki je pomembna, če zdaj govorim v lastnem imenu, tudi zato, da kot arhitekti začnemo drugače razmišljati o prostoru. Da nismo omejeni samo na to, da proizvajamo načrte za novogradnje, ampak da znamo prebirati prostor, ki že obstaja, da znamo videti, kako lahko kvaliteta življenja v prostoru je vplivana že s tem, da znamo uporabiti obstoječe kvalitete za boljšo kvaliteto življenja. Torej tudi za neko čutno doživetje gre, ne? Absolutno. In za neko nadgradnjo ničesa, kar raziskujete, ne? Tako je. Ta zgodba se mi zdi zato toliko bolj fascinantna, ker ste oživili neko prostor, neko zgodbo, ki šele dobiva na tem, da se jo sliši in da se jo še naprej raziskuje. Kaj pa vaše osebno doživetje, čist ta travnik, ne? Moje osebno doživetje, ko sem prvič stal na tem travniku, je bilo predvsem najprej presenečenje, da v terenu ni bilo zaznati ničesar, kar bi človek pričakoval, kakšno teraso ali pa kakšen kamen. Predvsem pa, da je najbolj impresivna arhitektura v tem prostoru, ogromne kamnite stene alpskih vrhov, ki te obkrožajo. To je zelo zaprta dolina, veliko ljudi je bilo že v tej dolini v Logu pod Mangartom, tako da se bodo spomnili te
zaprtosti, ampak izjemno mogočne, skoraj arhitekturne zaprtosti gora, ki te obdajajo. Je kot en amfiteater, ki odpira poglede na Rombon, kjer so bile nekdaj tako močne, tako odločujoče bitke, na Mangart, ki je sploh ena, po mojem, izmed najbolj markantnih slovenskih gora. In je zato to tudi prostor določene osnovne, bazične skromnosti, ker se kot človek, kot eno telo, ki stoji obkrožen z 2000-metrskimi stenami, zaveš tudi svojega mesta v času in prostoru. Ker v prostoru zaradi kamnitih sten, ki te definirajo in te pomanjšajo, in v času, ker moraš svoje vedenje, kaj vse se v tej dolini dogaja, združiti s pogledom, ki pa ne govori o ničemer v vojnem času. In to dvoje moraš nekako poskušati združiti in se s tem zaveš svoje minljivosti, pa tudi fragilnosti narave in svojega lastnega telesa. Ko se spomniš, da v tej idilični dolini so pred več kot 100 leti granate trgale človeška telesa na dvoje. Skratka, če bi moral vso to opisati z eno besedo, bi bilo gotovo neka ponižnost pred tem, kar te obkroža v času in v prostoru. In še neka popolna tišina in mir, ne? Mer, ja. Nekega prostora, ki je doživel marsikaj, ne? Tako. Mer, ki je zelo zgovoren, ki ni popolna tišina, ker imamo ptice, imamo veter, imamo mejhne šume, spokojne narave, ampak ta spokojnost je toliko bolj presunljiva, če jo povežemo s hrupom, z vsemi industrijskimi zvoki, ki so nekdaj preplavili to dolino. Tako, ja. Zdaj pa samo še zaključek. Kot član Monument Group, kaj je vaš naslednji projekt, če smemo izvedeti? Oziroma, kako se vam to dogaja med vašim delom in vse to, kar počnete? Tako nasploh bi rekel, da se nam dogaja prehitro, da smo imeli zdaj kar zelo intenzivno delo, ne samo na Beneškem bienalu, ampak tudi v letu pred tem je bilo veliko projektov, kar je poleg tega, da seveda se ne ukvarjamo samo s tem, ampak imamo še svoje službe, recimo, da je to kar veliko, včasih kar preveč intenziven proces, tako da zaenkrat, če nimamo novega projekta, mislim, da vsi rabimo malo distance, oziroma na nek način se projekt, ko bo odprt na bienalu, šele začne, ker ga ljudje vidijo, ker dobiš feedback, ker se želijo pogovarjati o tem, tako da to delo še ni dokončano, bo ob odprtju in še po odprtju še kar intenzivno. Moja osebna želja, pa mogoče tudi želja drugih članov skupine, je, da si potem vzamemo nekaj časa in si v naslednji projekt lahko zasnujemo tako, da bomo imeli dovolj časa, da se nam ne bomo mudili, da bomo imeli čas prisluhniti, če mogoče tudi sebe, ne samo zvokom pa zgodbam, ki že obstajajo. Včasih se je težko izprešti iz tega cikla proizvajanja novih intervencij, novih pomenov in včasih je pa nujno, da se to zgodi. Miloš Kosec, hvala lepa in se veselim projektov v Benetkah. Vse dobro. Hvala lepa tudi za pogovor.